Slišali smo že, da imajo ti izdelki lahko dolgoročne in kratkoročne učinke in da o dolgoročnih učinkih še ne vemo veliko. Bi vam rada razložila na primeru klasičnih cigaret, zakaj je tako. Verjetno veste, da so se klasične cigarete, ta masovna uporaba začela nekje okrog leta 1910 do 1920 je začelo naraščati. Ena zadnjih velikih epidemioloških študij o vplivu kajenja na zdravje je bila pa narejena leta 2015 v Združenih državah Amerike, zajela okrog 10.000 ljudi in izkazalo se je, da so našli še 7 bolezni, pri katerih kajenje poveča tveganje za smrt. Torej več kot 100 let po tem masovni uporabi cigaret se še kar pojavljajo novi podatki. Elektronske cigarete oziroma vsi ti izdelki novi so pa še toliko zahtevnejši za ugotavljanje dolgoročnih učinkov, ker so tako raznoliki, ker se skozi pojavljajo novi, ker so tudi različne snovi noter. Recimo, včasih nas tobačna industrija oziroma s njimi povezani ponudniki skušajo nagovoriti, da je to lahko tudi način za opuščanje kajenja oziroma bolj varna uporaba, ampak mogoče ste opazili, da nobena farmacevtska hiša ne trži nobenega takega izdelka. Ker farmacija, ki ima res dober nadzor nad svojimi produkti, bi morala če si predstavljate tako zastaviti raziskavo, da bi vključili vsaj 1000 ali pa mogoče še več, tukaj govorila statistik zračunati, kakšna bi mogla biti velikost vzorca 1000 mladih, ki so začeli zdaj uporabljati eno znamko elektronske cigarete, pa 1000 mladih, ki to ne uporablja, pa jih spremljati, ne vem, najprej 1 leto, da bi akutne učinke lahko ocenjevali, potem bi jih morali pa 20 let spremljati, da bi lahko rekli, kakšni so dolgoročni učinki. To bi bil edini varen način ugotoviti, kakšno vplive ima. In seveda tega ne bo nihče napravil, zato tudi nobena farmacevtska hiša takih produktov ne razvija. So pa že neke prve objave, ki so pokazale povezavo med uporabo teh novih izdelkov in srčno-žilnimi boleznimi in tudi boleznimi pljuč. Glede kratkoročnih učinkov je ravno tako podoben problem. Zelo težko je najti povezavo. Ampak v letu 2019 je že bila ena precej velika epidemija, ki je povezana z uporabo elektronskih cigaret. V Ameriki so našli okrog 3000 primerov bolezni, poimenovali so jo s kratico E-vali, ki pomeni elektronske cigarete ali pa vaping, povezana akutna pljučna okvara. Zboleli so praktično samo mladi ljudje, čeprav je bil razpon nekje od 13 do 85 let, je bil najstarejši primer, ampak večina je bila v starosti do 25 let. In poškodba je podobna, kot smo jo zdaj videli pri COVID-u. Zato tudi nekateri pravijo, da ni bilo novih primerov zaznanih od leta 2020, ker je bilo toliko primerov COVID-a, da se je verjetno kakšen ta E-vali v tem skril. Okrog 60 med temi znanimi primeri jih je umrlo. In preden se je ugotovilo, kaj je vzrok, je torej minilo kar nekaj let, prvič, da se je bolezen opisala, prepoznala, da je povezana z elektronskimi cigaretami, da so ugotovili verjetno vzrok, izkazalo se je, da je vitamin E noter, ki je najverjetneje kriv, ki ga dodajajo, kadar se THC ali pa nekaj z kanabisom uporablja v teh izdelkih. Čeprav je tudi med temi, recimo 15% primerov je bilo pa takih, ki niso uporabljali E-vitamina ali pa THC-ja. Tako da sigurno se bodo še pojavile kakšne aditivi, kemične snovi, arome, ki bodo povzročile podobno akutno okvaro pljuč. Tudi pri klasičnih cigaretah obstaja ena podobna bolezen, rečemo je respiratorni bronhiolitis, intersticijska pljučna bolezen, ampak je bistveno redkejša, kakor je ta E-vali pri uporabi elektronskih cigaret. Glede, če upoštevamo delež kadilcev, pa delež uporabnikov teh novih tobačnih izdelkov. Hvala.